super emancipirana gospa, umetna inteligenca v službi udbomafijskih slovenskih podzemelj. Ne morem reči, da se bojim tajnega političnega prisluškovanja v svojem domu, čeprav me je letos, februarja 2024, obiskala policija zaradi nekega mojega politično menda nesprejemljivega pisma bralcem, objavljenega na spletu novembra 2024. Kljub tej moji brezskrbnosti, kar zadeva prisluškovanje, me je mož danes zjutraj, 29. oktobra 2025, ko sva se pogovarjala o Romih v Novem mestu, opozoril, da morava biti nekoliko bolj previdna, kadar se o čemerkoli in o komerkoli pogovarjava, ker danes lahko že vsakdo vsakomur prisluškuje. Rekla sem mu, da tako s tajnim prisluškovanjem pridobljenega materiala na sodiščih vendar ne smejo uporabljati. Pa se mi je samo nekoliko prizanesljivo nasmehnil. Seveda, saj vem, da prav s podatki, ki so pridobljeni s tajnim prisluškovanjem, lahko tajna policija, nekoč imenovana Udba, kadar dobi naročilo ali celo ukaz, pripravi scenarij oziroma zanko, v katero se mora ujeti, ko je potrebno, nič hudega sluteča žrtev določenega montiranega sodnega procesa. V resnici samo za pripravo tovrstne zanke, da bi lahko prišlo do sodnega konstrukta, tajna policija potrebuje prisluškovalne in videoposnetke. Saj zato pa se sodnim procesom, brez pravno utemeljenih obtožb ali podlage, reče sodni konstrukt. Kot sem že večkrat zapisala v svojih člankih, imam tudi jaz majhno črno piko ob svojem imenu na ogromnem seznamu ljudi, ki niso bili in tudi zdaj niso priljubljeni pri naši ljubi, neuničljivi Udbi, prej jugoslovanski, pozneje pa podtalni tajni službi, povezani zlasti s Kučanovim klanom, pa tudi z različnimi domačimi in tujimi mafijami. Da imam na tem seznamu majhno piko, sklepam potem, da bi me že obtožili ali zaprli, če bi bila res kaj vredna nasprotnica komunističnega totalitarizma, kot so na primer nekateri gospodje in gospe iz stranke SDS, še najbolj pa gospod Janez Janša. On pa je res vreden, tudi kot sedanji vodja opozicije v slovenskem parlamentu, vsake Kučanove slabo prespane noči. Vreden je dnevnega in nočnega garanja uslužbencev številnih odsekov, ki delajo za vrh Kučanove tajne službe. Uradno jo seveda ni. Da, vsega tega je vreden, še zlasti zdaj, v predvolilnem času, Janez Janša, največji, še živeči borec za osamosvojitev Slovenije leta 1991, pa tudi državnik v sedanjem, zelo ubožnem času, vsaj kar zadeva ponos na samostojnost in demokracijo, že močno podobnem hamasovskemu. Da, če bi bila kot nasprotnica komunističnega družbenega sistema, zdaj v digitalni eri, tudi globalističnega, bi bila že več kot 100-krat obtožena kaznivih dejanj, ki jih nisem nikoli zakrivila. Bila bi že večkrat tudi zaprta. Pri bruseljskih oblasteh, tako kot tudi še prej v Jugoslaviji pri beograjskih, bi me slovenski
domoljubi vsaj po 500-krat na leto neutemeljeno zatožili, da sem fašistka in nacistka oziroma skrajna desničarka. Med temi slovenskimi domoljubi, ki bi me vse posod blatili, pa bi bili, kot je bilo marsikdaj še v Titovi Jugoslaviji, tudi veliko mojih tesnejših sodelavcev, prijateljev, znancev in mojih lažnih političnih somišljenikov. Da, tudi kak sorodnik bi se lahko znašel med njimi, seveda pod hudo udbovsko prisilo. Zlasti v primerih tožarjenja gospoda Janeza Janše v Beogradu in v Bruslju se je pokazalo, da je gospa umetna inteligenca, pravi božji dar tudi za vse slovenske udbomafijske tajne službe. Še posebno v primerih, ko mora ta državni servis čim prej pripraviti ustrezno lažno podlago za sodne konstrukte, s katerimi bo določeno totalitarno udbomafijsko podzemlje v slovenski banana državi lahko pravno, prepričljivo odstranilo najbolj nevarnega voditelja kakršnega koli resnega demokratičnega političnega gibanja ali vsaj prebujanja. Kako pravno hvalevredno so bile utemeljene obtožnice na tovrstnih montiranih sodnih procesih, smo se državljani Slovenije lahko prepričali ob spremljanju sodnih procesov v zadevah Patria in Trenta. Koliko laži, koliko gorja, pa nista bila imenovana procesa edina v času po osamosvojitvi. Koliko škode je bilo storjene ne samo obtožencu gospodu Janši in številnim njegovim, še marsikdo je bil njemu podobna žrtev. Žrtve tovrstnega ravnanja pa smo bili tudi vsi slovenski državljani. Kučanovo udbovsko podzemlje je desetletje za desetletjem rušilo mlado državo Slovenijo, da je nazadnje vsa oropana in nemočna pristala v terorističnih krvavih rokah islamskih priseljencev s Hamasom na čelu. Koliko jih je v resnici v Jankovićevem najlepšem mestu na svetu? So sploh registrirani? V svojem najožjem delu naselja BS3 vidim popoldne na sprehodu vsak dan vsaj dvoje novih pripadnikov islama, ker privedejo svoje otroke, matere in očete na naše otroško igrišče. So tukaj začasno? Kako se bomo vživeli neumni Slovenci v njihovo kulturo? Oni se bodo vnašali le toliko, da nam bodo prijazno ob kavici povedali predvsem to, kako živijo oni, pa kako hočejo živeti oni. Nikoli pa nas ne bodo vprašali, kako naj se nam prilagodijo. In prav to je hotel ves sorovsko-izdajalski Kučanov klan s svojo udbovsko mafijo. Gospa umetna inteligenca pa je temu udbomafijskemu in jugonostalgičnemu klanu svetovala peklensko razpršeno naseljevanje islamske kuge, tako da bo že prepozno, ko bomo neumni Slovenci ugotovili, ne da nimamo več nobenega slovenskega mesta, ampak da nimamo več niti nobenega slovenskega zaselka. Tako je slovenska udbovska mafija na čelu z gospo umetno inteligenco prav potratno razmetavala gore denarja in povzročila morje solz. Samo zato, da bi udbovsko mafijsko podzemlje starega partijskega voditelja Kučana
obdržalo svojo partijsko moč in oblast, ki jo je imelo uradno in pod jasnim nebom v Titovi totalitarni, komunistični Jugoslaviji. Nisem prav veliko storila, da bi se lahko pohvalila s kakim zaporom, kot se lahko pohvali gospod Janez Janša in njemu podobni slovenski domoljubni junaki. Sem le uboga, pogosto zelo površna avtorica pisem bralcev, ki me je prav danes res vrgel čez prah eden od medijev na spletu, zato ker sem v nekem svojem prispevku, ki sem ga poslala temu mediju, preveč hvalila feminizem svobodoljubne Coco Chanel, vse prej kot krščanske vrle žene kakega nasilnega in butastega moža. Ne, nihče me ne bo zaprl, samo malo me udbovci zafrkavajo s komentarji mojih prispevkov na spletu, pa z neokusnimi prispevki pod njimi. Pa mila policija me kdaj obišče pri belem dnevu, da me potem nobena poštena soseda ne povabi več na kavico. In da je moj mož zaradi tega nekoliko bolj siten, ker sem ravno prav neumna, da bom navsezadnje res zakuhala kakšno traparijo. Ne verjamem, da se gospa umetna inteligenca s takšnimi nepomembnimi sirotami ne ukvarja. Je škoda denarja. Frančiška Butolo.